Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostnem jubilejnem koncertu komornega moškega zbora Lek, ki praznujejo 40 let, in zato predlagam, da jim v uvodu še enkrat zaploskamo 40-kratno močjo. Štiridesetletnica komornega moškega zbora Lek je nedvomno velik in pomemben jubilej, vreden vse naše pozornosti in spoštovanja. Zato dovolite, da se v uvodu na kratko sprehodimo skozi najpomembnejše dosežke in prelomnice. Začetki zasedbe segajo v leto 1978 in od takrat je zbor snemal za radijski arhiv, sodeloval v kulturnem dogajanju v regiji. Velika čast je bilo petje o prvem obisku papeža Janeza Pavla II. V maju 1996. Slovensko moško petje je bilo predstavljeno v kneževini Lichtenstein. Njihova pesem je odmevala v Kanadi, pa v Združenih državah Amerike. Razveseljevala je naše rojake v Berlinu, pa na Koroškem. Pot jih je zanesla na sever Nemčije, v francosko Nico, v avstrijski letoviški biser ob jezeru Monze in še bi lahko naštevala. Tudi v madžarskem Šarvarju so pogosto v gosteh. Mnogo lepih pevskih poti je za njimi in gotovo tudi pred njimi. Vedno pa so povsod lepo sprejeti. Zbor redno sodeluje na območni reviji Ljubljanski zbori, pripravljajo nastope v domovih starejših, sodelujejo v kulturnih prireditvah in tudi ob raznih drugih slovesnostih, pa tudi ob otvoritvah razstav. Seveda so veseli, da jim vsako sezono uspe pripraviti več celovečernih koncertov, krona pa je letni koncert, kjer se zbere krog stalnih in zvestih poslušalcev. Izdali so 4 zgoščenke ob jubileju, na tujem in doma. Pesem pevcu srečo kaže s programom 4. zgoščenke. O Salutaris pa je pevski sestav gostoval tudi po številnih cerkvah v Sloveniji in tujini. Druga maša Šarla Gonoja ob orgelski spremljavi je bila v živo posneta v cerkvi pri Sveti Trojici v Lenartu. Spoštovani in spoštovane, v mednarodni konkurenci so naši slavljenci prejeli mnogo priznanj. Naj omenimo samo zlato plaketo Praga Cantat leta 2007. Srebrni so bili v 2 kategorijah na Nizozemskem leta 2010. V letu 2013 pa so ponovno prejeli zlato, tokrat v slovaški Bratislavi. Z njimi je vse od leta 1992 kot umetniški vodja profesor Milivoj Šurbek. Z njim so povezani največji dosežki pevskega sestava, nad vse pa pevci cenijo tudi njegovo široko umetniško dušo. Našim dragim jubilantom zdaj v očeh berem, da komaj čakajo, da nas razveselijo svojo pesmijo. A bodo gotovo veseli, prav tako kot vi, spoštovani in spoštovane, tudi slavnostnih besed gospoda Gregorja Makuca, vodje za javne zadeve v Leku. Prisrčno pozdravljeni in vabljeni pred mikrofon, gospod Makuc. Spoštovani pevci, profesor Šurbek, dragi gostje. V Leku skrbno izbiramo kulturne projekte, ki jih podpiramo. A komorni moški pevski zbor Lek, ki nosi naše ime že 40 letja, je vsekakor posebna izjema. Zbor je namreč rastel iz nas, iz Leka in Lekovcev, saj so bili prvi člani zbora ravno naši zaposleni. V 40 letih je zbor rasel in se razvijal s prav tako smelimi koraki kot mi v Leku.
Iz okteta se je razvil v ambiciozen zbor, ki se lahko pohvali z mednarodnimi gostovanji, sodelovanji, nagradami, več izdanimi goščenkami in ne nazadnje publiko, ki jim zvesto sledi že vsa ta leta. A s pevci, umetniki, ki danes nastopajo v tem navdihujočem okolju Narodne galerije, si ne delimo le dolge skupne zgodovine, delimo si tudi skupne vrednote. Tako v znanosti, umetnosti, kot tudi življenju nasploh, lahko uspehe dosegaš le z veliko mero poguma ter predanosti izboljšavam in kakovosti. In kar je posebej pomembno, vse to je mogoče le ob učinkovitem timskem delu. Kajti zborovska pesem v svoji polnosti zadoni šele takrat, ko so vsi v glasovi v popolnem sozvočju. In ne nazadnje, skupno je tudi naše poslanstvo. Odkrivamo nove poti za izboljševanje in podeševanje življenja ljudi. In v tem je pesem lahko dokazana tako učinkovito, kot tudi samo zdravilo. Hvala lepa za vse trenutke, ki ste nam jih pričarali v teh dolgih in plodnih 40 letih. V imenu vseh nas, zaposlenih v Leku, vam čestitam v jubileju in želim, da bi vaša pesem odzvanjala še daleč v prihodnost. Srečno! Hvala za vaše čudovite besede, spoštovani in spoštovane. Zdaj pa začenjamo s slavnostnim koncertom. Na začetku bomo slišali sklop pesmi z duhovno vsebino. Ta zvrst uživa prav posebno naklonjenost pevcev in je priljubljena pri publiki, zato jo redno uvrščajo v svoje programe. Komorni moški zbor Lek pod vodstvom profesorja Milivoja Šurbka nam bo najprej predstavil sodobno skladbo z naslovom De profundis Pjotra Jančeka. To je globoko umetniško izpovedna pesem, ki se nas dotakne z idealno uravnoteženostjo in pretresljivo čustveno močjo. Iz globočin te kličem, Gospod, usliši mojo prošnjo, bodo prepevali pevci. Po njej pa bo zazvenela vsem nam znana Aleluja, ki jo je napisal ameriški skladatelj Gordon Young. Spoštovani pevci, tako zelo se vas veselimo. Gloria
Komorni moški zbor Lek pod vodstvom profesorja Šurbka, mladi 40 let. Hvala Leku, ki se zaveda, da je med vsemi zdravili tega sveta tudi zelo pomembno zdravilo za dušo, imenovano glasba. Spoštovani in spoštovane, v sakralnem delu zdaj sledi vzhodna duhovna glasba, ki izhaja iz bizantinskega obredja in je še zlasti primerna za moške pevske sestave. A je noben moški pevski sestav ne zapoje tako čudovito kot ravno naši Lekovci. Na vrsti so 3 pesmi, ki izvirajo iz pravoslavne liturgije. Prva je Seninje blagoslovite Gospoda, ki je delo ruskega skladatelja Ipolita Ivanova. Glejte, slavite Gospoda, vsi služabniki, bodo prepevali pevci. Druga ima naslov Tebe pojem v priredbi Stevana Mokranca. Besedilo je kratko. Tebi prepevamo, tebe blagoslavljamo in te molimo. Te molimo in častimo naš Bog. Kot tretja pa bo na vrsti svetovna uspešnica z naslovom 12 razbojnikov v priredbi Sergija Žarova s solistom Mirkom Halilovićem.
Brez skrbi, komorni moški zbor Lek ni ušel domov, še se nam bodo pridružili. Hvala pa, ker ste v dobrodošlico tako lepo zaploskali njihovim prijateljicam, pedagoškemu ženskemu zboru iz Šarvarja. 30 let so že prijatelji in izmenjaje se vrstijo koncerti, enkrat v Sloveniji, drugič pa zopet na Madžarskem. Tokrat bodo pedagoginje iz Šarvarja pod vodstvom zborovodkinje Marte Horvat Halerne kot gostje sodelovale na tem našem jubilejnem koncertu ob 40-letnici. Tudi madžarske pevke bodo spoštovale zasnovo našega koncerta in najprej bodo zapele dve duhovni pesmi madžarskih avtorjev. Prvo je napisal Bardoš Lajos in nosi naslov Jubilate Deo. Sledila pa bo pesem istega avtorja z naslovom Szent Imre Herceg, kar bi v slovenščino lahko prevedli kot Sveti Imre vojvoda. In ker so v Sloveniji in ker mislim, da je edina madžarska beseda, ki jo vsi zares poznamo, telefon, se bom potrudila vendarle izreči dobrodošlico tudi v madžarščini in rekla Szeretettel. Dobrodošle. Universal
Poleg madžarskih pedagogin goji komorni moški zbor Lek edinstveno vez tudi slovensko pesnico Darinko Slanovec, dobitnico pomembnih literarnih odličij. In naj omenimo, da je bil njen brat Tone Slanovec dolgoletni uspešni predsednik zbora. Darinkina poezija se je dotaknila tudi dirigenta, profesorja Milivoja Šurbka, ki je za Lekov zbor uglasbil kar nekaj njenih pesmi. Tokratna pesem pa govori o praznovanju materinega 91. rojstnega dne, ko se nenadoma sredi slavja pojavi deklica v črni obleki z rdečim svilenim šalom, ki ustrepeta kot ptica. In pesnica je ta prizor razumela kot znamenje usode in zares je mati potem se kmalu poslovila in naslednjega rojstnega dne ni več praznovala. Zaploskajmo torej pesmi Spomin profesorja Milivoja Šurbka. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa se bomo s pesmijo preselili v obdobje romantike. Ta je na Slovenskem zelo povezana z narodno zavestjo. Spodbudila je nastajanje umetne glasbe, ki se je naslanjala na ljudsko čutenje glasbe in tako postala drugačna od zahodnoevropskih šablon. Vzrok je bilo narodnostno prebujanje, ki se je dogajalo že v času pred marčno revolucijo leta 1848, zlasti pa po njej. Pokazala se je potreba po samonikli preprostosti, ki bi bila lahko razumljiva tudi širokim množicam, in odločilno vlogo pri širjenju narodne zavesti so odigrale tudi čitalnice od leta 1860 dalje. Zato so se Lekovi pevci odločili v program vključiti tudi 3 zaslužne slovenske avtorje iz tega obdobja. Prvi je Vasilij Mirk, skladatelj in pedagog. V pesmi Na trgu nam bo z glasbenimi sredstvi slikovito ponazoril romantično zamaknjenost na mestnem trgu ob Luni, Vodnjaku in misli na ljubljeno. Drugi skladatelj je Zorko Prelovec, ki s pesmijo Bela breza, v kateri se je do popolnosti poistovetil z Gradnikovo občutljivo pesniško dušo, naslikala viharna čustva hrepenenja v upanju na tista vremena, ko bo breza spet zelena.
Tretji skladatelj, dirigent, publicist in kritik, ki mu bomo prisluhnili, pa je Emil Adamič. V pesmi Vasovalec, kot bi se izrazil veliki promotor zborovskega petja Jože Humar, z glasbenim čopičem slika komičen prizor. Predstavljate si mladeniča po prekrokani noči, ko se zjutraj sooči s starši ljubice. Pozabila čisto na mene,
sem si nadela klobuk, da ga lahko snamem pred imenitnimi Lekovimi pevci. Hvala. Hvala lepa, spoštovani pevci komornega zbora Lek, izjemni ste. Jaz mislim, da ne pojejo lepo, pač pa pojejo prečudovito, oziroma, kot bi rekle punce, zazjokat lepo. In zdaj prisrčen pozdrav našim gostjam z Madžarske, ki nas bodo razveselile z dvema ljudskima pesmima oziroma s priredbama madžarskih narodnih pesmi. Prvo je napisal slavni skladatelj Zoltan Kodaj, drugo pa Šandor Veres. In še kratka lekcija iz madžarskega jezika. Če vam kdo reče Köszönöm, to ne pomeni kušen me, pač pa hvala lepa. Köszönöm, da ste z nami torej. Golyó, golyó,
Izjemni slovenski skladatelj in pedagog, profesor Tomaž Habe, je nedavno nazaj praznoval tudi okrogli jubilej, 70-letnico. Prisrčno ga pozdravljamo med nami in mu zato tudi čestitamo. In pevci s hvaležnostjo uvrščajo v svoj program tudi dve njegovi priredbi koroških narodnih pesmi. Sijaj mi sončece, da nam bo zares toplo pri srcih in dušah, in v Šmihelu Ano kajšco mam.
Ja, o ljubezni poje veliko pesmi, njih vsebina pa je lahko zelo različna. Včasih je šegava in fantovsko razpoložena, spet drugič pa otožna in polna hrepenenja. In tudi v teh, ki sledijo, se bodo prepletali vsi odtenki ljubezni. Hrepenenje, veselje, pa tudi iskanje in morda kanček žalosti. Pevci komornega moškega zbora Lek nas zdaj vabijo ob morje in na Balkan. Všeč vam bo to, kar sledi. Ružo moja, Recite joj da bez
Dragi pevci, spoštovani profesor Šurbek, ko vas poslušamo in gledamo, se mi je porodila misel, da zbor Lek ni samo vaše ime, pač pa bi to lahko bila tudi kratica za res briljantne, odlične, radostne, ljubeznive, enkratne, krasne pevce. In zdaj še nekaj veselih, slovesnih, vznesenih trenutkov. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ljubljana, bo namreč letos nekaterim pevcem komornega moškega pevskega zbora Lek podelil Galusove značke. Srebrno Galusovo značko bodo prejeli Milan Lavriša, Jože Vrhovšek, potem zlato značko Janko Drča, Franc Habe. Ja, si zaslužijo srebrn in zlat aplavz, se strinjam z vami. Veliko pa je tudi prejemnikov častnih značk. Bom prebrala njihova imena, potem pa predlagala častni aplavz za njih. Častne Galusove značke pa bodo prejeli Andrej Cerar, Janez Cerar, Mirko Halilović, Janez Janković, Stane Jenko, Alojz Kolar, Janez Kralj, Saša Lenarčič, Marko Ručigaj, Anton Tomec, Franc Zajc in Gabriel Zajc. Časten aplavz. In spoštovani in spoštovane, poslovili se bodo s šopkom za vse vas. Sledi šopek slovenskih. Rozcel
Dragi pevci, spoštovani dirigent, dragi nekdanji člani moškega pevskega zbora Lek. Vidim, da jih je tudi v dvorani nekaj in prav vesel sem, da so na ta koncert prišli. Ko sem pogledal program, sem ugotovil, da pravzaprav je kar veliko simbolike. Prvi vaš dirigent je bil moj sošolc, Marjan Trček, da iz Brezovca je bil doma flavtist. Potem zaključili ste skladbo mojega profesorja, ki mi je dirigiral dvakrat, točno v istem prostoru slovenskim madrigalistom, Janez Bole. En je bil večer madrigalov motetov, drugi pa je bil večer slovenskih narodnih in on mi je odcepil to ljubezen do slovenske ljudske narodne zapuščine. Tretji razlog, ki je pa malo zanimiv, mislim in malo šaljiv, da se je vključil profesor Šurbek tudi skladbo Šmihelju Jankajžico, verjetno ima tudi kakšno vlogo Pipica, ki je v tretji kitici, kajti on je pogosto rad prižgal pipico. No, pa nisem hotel to povedati, ko sem šel na koncert, nisem hotel to reči. Redkost je, da kateri zborovodja toliko časa vztraja za istim zborom in da isti pevci toliko časa prenašajo istega zborovodjo. To je, mislim, na slovenskem unikum. Zaradi tega profesorju Šurbku in prijatelju Šurbku iskreno čestitam, seveda vsem pevcem, danes so presegli sami sebe. Moram reči, na slovenskem je zdaj malo moških zborov. Če pa pogledamo starostno strukturo, če bi stran gledali, ne bi rekli, da so ta leta resnično na odru, ampak zbor zveni mnogo mlajše, ubrano, prepričljivo, lepo. Tako da je bil to resnično za vsakogar, tudi tistega, ki se mogoče hoče višjo umetnost, je bil en lep, čustven, poln dogodek, ki bo pustil vsakem ene tople sledi za sobotni večer, pa verjetno še za nekaj tednov naprej. In fantje, vztrajajte, možje, vztrajajte in dirigent, vztrajajte naprej še. Čestitam.
Pa naj še kdo nam ženskam reče, da znamo dobro regljati. Spoštovani in spoštovane, z velikim veseljem in spoštovanjem pa zdaj pred mikrofon vabim predsednika pevskega društva Lek. Z nami je tudi izjemen pevec, gospod Tone Tomec. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi prijatelji. V izjemno čast mi je, da vas ob našem jubileju lahko nagovorim. Pevci komornega moškega pevskega zbora smo veseli in ponosni, da neprekinjeno prepevamo že celih 40 let in da smo v vsem tem času prispevali kulturnemu utripu tako doma kot tudi v svetu. Doživeli smo in še doživljamo lepe trenutke, za kar smo hvaležni vam, našim zvestim poslušalkam in poslušalcem ter podpornikom. Prepričani smo, da nas radi poslušate, kar ponovno dokazujete številčno udeležbo na našem današnjem koncertu. Posebna zahvala za naše delo gre družbi Lek, ki nas vsestransko in tudi gmotno podpira vse od začetka našega delovanja. Družbi Lek smo hvaležni, da nas ima v svojem okrilju in da razume, da je dobro v hiši, kjer se petje sliši, kot je zapisal predsednik uprave gospod Boganovski in kot je tudi moto našega današnjega koncerta. Prosim gospoda Gregorja Makuca, da v imenu družbe Lek prevzame našo zahvalo. Kar 30 let smo dejavni tudi na mednarodnem področju, toliko časa namreč sodelujemo s pedagoškim ženskim pevskim zborom iz Šarvarja na Madžarskem, katerega pevke so danes tudi naše drage gostje. Skoraj vsako leto smo se srečali enkrat v Sloveniji, drugič na Madžarskem in tako spoznavali sosednji državi, ljudi ter običaje. Postali smo pravi prijatelji. Prosim predsednico zbora, gospo Ildiko, da v imenu pedagoškega ženskega pevskega zbora Šarvar prevzame našo zahvalo. Posebno smo tudi veseli, da že vrsto let sodelujemo tudi z ženskim pevskim zborom Roska Usenik iz Šentvida nad Ljubljano. Sodelovanje z njimi je zares nekaj posebnega, skupni nastopi nas povezujejo in bogatijo. Prosim predsednico zbora, gospo Barbaro Jama Živalič, da v imenu ženskega pevskega zbora Roska Usenik prevzame našo iskreno zahvalo.
Brez umetniške duše našega dirigenta Milivoja Šurbka komorni moški pevski zbor ne bi bil to, kar je. Milivoj Šurbek nas vodi 25 let, v tem obdobju je zbor dosegel najvidnejše uspehe. Dragi Milivoj, hvala ti za vse in prosim, da prevzameš našo zahvalo. Dovolite mi še par besed. Ob tej priložnosti se v imenu pevskega društva Lek in zbora želim zahvaliti najprej nekdanjim dirigentom, predsednikom ter pevcem, društvu upokojencev Lek, katerega članice in člani so redni udeleženci naših koncertov, Narodni galeriji v Ljubljani za prijazen sprejem, gospe Nevenki Glamočak, ki je do nedavnega pri Leku skrbela za nas, vsem sodelavcem pri pripravi in izvedbi tega dogodka in vam vsem in vsakemu posebej s pevskim pozdravom. Hvala lepa. Se hecam, to je seveda tudi priložnost za to, da povabimo k besedi vse, ki bi morda želeli spregovoriti ali pa izraziti spoštovanje našim izjemnim pevcem komornega moškega zbora Lek. Prihajam iz Zgornje Savske doline. Pevski zbor Lek in pevke iz Šarvarja so večkrat nastopali v Kranjski Gori in župan Kranjske Gore Jani Hrovat me je prosil, da ob tej priliki zborovodji in zboru podelim posebno spominsko knjigo iz Kranjske Gore, ki je bila izdana ob 100-letnici Ruske kapelice, katere skrbnik sem že dolga leta. To je knjiga Nikolaja Mašukova, Pravljice izpod Vršiča. Je napisana v slovenščini in ruščini. Bila je pač omejena izdaja glede na možnosti Kranjske Gore, ker pa vem, da je Milivoj doma z svojo vnukinjo zelo prisrčen, bi predlagal, da pevski zbor ta prvo čitanje preda Milivoju. Istočasno bi izkoristil to priliko, da vas pozdravim tudi v imenu gospoda Metoda Dragonje, ki se je opravičil, da danes ne more biti na vašem koncertu, ker je bil v petek operiran. Je v bolnici. Hvala lepa, veliko zdravja želimo in seveda prisrčna dobrodošlica tudi vam. Dragi pevci, spoštovani dirigent, profesor Milivoj Šurbek, spoštovani predsednik zbora, gospod Tone Tomac, najprej v imenu ženskega pevskega zbora Roska Usenik najlepša hvala za plaketo o sodelovanju, predvsem pa hvala za čudovit nocojšnji večer, ki ste nam ga pripravili skupaj z ženskim zborom iz Madžarske. Želimo si, da bi nas še dolgo razveseljevali s tako ubravnim petjem, kot ste ga pokazali danes. In pa seveda, da bi še dolgo sodelovali z našim zborom. Hvala in srečno. In zdaj mislim, da je čas za tople besede prijateljic z Madžarske in prav je tudi, da jim povemo, kakšen večer je bil, tako da bo to tudi one razumele. Super! Please welcome, the floor is yours. First of all, so my speech is in English, if you don't mind.
So first of all, we brought the greeting from Sárvár, from István Kondora, the mayor of Sárvár. So I will read it in English. This greeting is for the choir of Lek and the choir of Sárvár too. So, dear choir of Lek, it's a great pleasure to greet the leaders and the members of the Slovenian choir of Lek and the Sárvár of Teachers Choir on the occasion of celebrating the 3rd anniversary of the two choirs' friendship in May 2080. After establishing the link, first the choirs had regular meetings twice and nowadays once a year, which not only resulted in getting acquainted and respected each other's music and singing culture, but also they could explore the natural beauties, customs, and the development process of Slovenia and Hungary during their visits. The 30 years friendship of the two choirs will coincide with the 5th anniversary of the Modern Times Foundation of City of Sárvár and the 40th anniversary of the establishment of the Lek Choir. And the Teachers' Choir will celebrate its 50th anniversary next year. We are committed not only to remembering, but to celebrating and expressing our respect, honor, and praise because of the above-mentioned anniversaries. I am convinced that the joint concert in Ljubljana National Gallery will be a real highlight of the 30 years friendship. Wishing both choirs success to realize their further common future. Sárvár, 26th of May, 2080, sincerely, István Kondora, Mayor of Sárvár. Gospa, I will just translate in short. Gospa je predala listini župana Šarvarja in prebrala njegove besede. Vesel je za to dolgoletno sodelovanje, 30 let že traja in pravi, da ga bodo še nadgradili z naslednjimi sodelovanji in prepevanji o pomembnih obletnicah, ki jih čakajo v Šarvarju, in prepričan je, da imamo vsi skupaj lep večer. Gospa pa bi rada še nekaj dodala. Izvolite, please welcome. The other presents are for the organizers. The first is for the leader of Lek. So, thank you. Predano je bilo torej darilo Leku in? And certainly, thank you everything for the boys. Thank you the 30 years and thank you all for this weekend. So Tone, please come here. And this present is for you. One, two, three. Yes. And I think it's a good, pleasant present to the boys. It's a big picture with full of little pictures from the 30 years. So, super. Thank look, you. Thank you. From the beginning, when we were young and nice, and so on, and fit, and so on.
To je bilo tudi darilo pevki Šarvarja za naše pevce in gospa jih je imenovala bojsi, torej fantje, dečki. Podarila pa je fotografijo, ki je sestavljena iz mnogo majhnih fotografij, je dejala, da od začetkov, ko so bili še mladi in ljubeznivi. We think you are still young and beautiful. And the next is for Schurbeck. Come here, please. Dear Milivoje, thank you everything. Thank you your kindness, your helpful. Thank you. Thank you. Everything, yes. To je bilo darilo za dirigenta. Gospa se je dirigentu zahvalila za njegovo prijaznost in za vse, besedo vse je še enkrat ponovila. And certainly the last present is for this beautiful young girl. Hvala lepa. Gospa je zadaj, ne za mikrofonom, izrekla še besede it's enough, se pravi dovolj je. Gospod predsednik, vam pa v očeh berem, da še niste rekli zadnje. Izvolite, prosim, mikrofon vas čaka. Hvala lepa. To ne pomeni, da imam vedno zadnjo besedo, običajno ne. Vendar imam pa eno zelo prijetno priložnost. Vsem tistim, ki so danes pač doprinesli k temu, da smo se imeli vsi skupaj lepo, pa ki so nas oba dva zbora tudi kar nekaj časa pripravljali za nocojšnji večer, se želim zahvaliti za šopkom rožic, pa naj bo ta šopek najprej namenjen gospe Marti. Drugi šopek naši dragi, če lahko tako rečem, gospe Bernardi. In tretji šopek našemu dirigentu, gospodu Milivoju. Hvala za vse. Najlepša hvala tudi vam. Jaz mislim, da je ta aplavz v Narodni galeriji v sebi nosil tudi vprašanje, če še znate kakšno. In pa tudi obljubo, mi pridemo tudi na vašo 50-letnico. Srečno vsem!